Zdravo, Zdravo. sva Ana In Jerneja. in poslušate Pesin sok. Komu služi javni promet? Konec januarja letos so v Mariboru začele veljati prenovljene avtobusne linije, ki so številnim občankam in občanom močno otežile pot do šole, službe, trgovine. Namesto boljše povezanosti in trajnostnih rešitev je občina ukinila linije, nelogično spremenila vozne rede in spremenila postajališča. Dijaki in učenci zaradi neustreznih voznih redov zamujajo v šole, zaposleni pa so primorani ponovno poseči po osebnih avtomobilih, saj jim avtobus ne omogoča pravočasnega prihoda na delo. Občina trdi, da so spremembe v skladu s trajnostnimi cilji, vendar v praksi opažamo ravno nasprotno. Povečano uporabo osebnih vozil, kar vodi v večje onesnaževanje, več gneče na cestah in višje stroške za prebivalce. Ne gre se torej za to, da ljudje ne bi želeli uporabljati javnega prevoza, ampak da ta ne služi našim potrebam. Težava ni samo mestni javni promet, ampak tudi medkrajevni, ki povezuje manjše okoliške kraje in mesta z urbanimi središči. Preverili smo, kaj si ljudje na ulicah Maribora mislijo o spremenjenem prometnem režimu, kako je to vplivalo na njih in kakšen bi po njihovem mnenju moral biti javni prevoz, ki bi služil njihovim oziroma našim potrebam. Še preden začnemo, pa je z mano tukaj Ana. Ana, ti uporabljaš javni prevoz? Ok, jaz sem zdaj iskrena, ne. Jaz živim na Pobrežju, pa delam od doma, tako da ne uporabljam mestnega prometa, saj ne, mislim mestnega prevoza, zaradi tega, ker pač je v bistvu toliko nereden, da niti prav ne vem, kak so linije, se nisem niti pogledala in pač se povsod vozim s kolesom. Sem ga pa v srednji šoli sem hodila z vlakom, pa drugače tudi recimo rade volje grem na vlak, če moram iti službeno pot, čeprav pač mislim, da slovenske železnice so še ena dodatna tema, ki bi mogoče mogli kdaj raziskati pri Rdeči pesi. Absolutno, se strinjam. Kaj pa ti? Ja, jaz zdaj, ko živim v mestu, ne vem, poleti se vozim s kolesom, z m-bajkom, veliko uporabljam m-bajk. Javni prevoz sem pa uporabljala praktično celo srednješolsko obdobje, zaradi tega, ker sem iz enega malega kraja, ki je približno 25 km ven iz Maribora in smo se morali res, smo bili čisto odvisni od tega. In že takrat se spomnim, da so bile pač avtobusne linije zelo slabe, imeli smo mogoče en avtobus na dan, hkrati pa smo pač videli, da potreba po javnem prometu oziroma avtobusih je bila, ker avtobusi so bili vedno nabito polni. In se spomnim, da smo se včasih prerivali za to, da dobiš prostor, to je bila cela logistika za tem, da si pravočasno prišel, da si lahko sploh sedel, ne. Se to v bistvu, ko greš v teh nekih najbolj teh glavnih urah, no, verjetno, ko grejo in otroci iz šole in v šolo, je lahko res grozna gužva, no, se mi zdi tudi v Ljubljani na vlakih, pa to ob kakih 3, pa petek popoldne je se tudi že zgodilo, da recimo, da mogoče do Celja sploh ne dobiš sedeža, ne. Ja, mislim, da sploh ti kraji, ki so kot nekaj pač, ki so recimo blizu teh urbanih središč, da so tudi zdaj s temi spremembami največ v bistvu izgubili, ne. Ker mislim, da mestni promet sicer so ukinili v Mariboru konkretno kar nekaj linij, ampak mislim, da je tudi velik problem ta medkrajevni promet, ne. Pa pogosto slišim recimo argument, da ja, v Sloveniji imamo ta problem, da je pač gostota poselitve taka, da je večinoma, ne, ljudi zelo razpršeno, da imamo zelo razpršeno poselitev, ne. Ampak to je pač en taki mit. Dejansko je približno, nekje sem prebrala podatek, da 3/4 prebivalstva v Sloveniji ne živi razpršeno, živi zelo zgoščeno, ne. Kar pomeni, da v bistvu ni to zdaj, mislim, da je to malo izgovor, ne, da tisti ljudje, ki pa zdaj prihajajo iz nekih okoliških krajev Maribora, Ljubljane, da pa nujno potrebujejo avto, ne. Pa tudi to je, ne, to je javni promet, ne, pač v osnovi ne bi smeli tu gledati, kaj se splača, ampak pač, da služi nekim potrebam, ne. In ja, tudi, da bi, mislim, realno gledano bi mogli imeti, ja, tudi avtobuse, tudi če je, ne vem, tam sta 2 družini živita, pač bi mogli poskrbeti, da lahko pridejo v šolo ali pa, ne vem, v službo brez avto. Ja, se strinjam, ker se mi zdi, da potem pristajamo na to logiko, da je začaran krog, ne.
v smislu, ja, jaz ne grem na avtobus, zato ker ni v redu povezav, hkrati pa oni pa rečejo, ja, noben ne hodi na avtobus, zato ne bomo tu spostavili linije, ne. In to je pač res ta logika trga, ne, da če se ti ne splača, in to se je zdaj videlo pri ukinjanju teh pač okoliških linij, ki povezujejo okoliške kraje z mestom, da pač, če se ne splača, bomo to pač ukinili, ne, in to se je pač tudi zgodilo. In recimo prej smo tu na Štajerskem, pa v Prekmurju, smo imeli še kar v redu povezavo s Prekmurjem, zdaj se še ta povezava čisto pretrgala, ne, tako da. Je bila v redu povezava s Prekmurjem? Ja, dejansko je bil. Pisno, ker je del. Ja, pa bilo je tako, da je recimo bilo Pomurska regija zelo integrirana, da je bil recimo vsak dan bus iz Murske Sobote v Maribor, ne, zdaj so še te linije, recimo ta avtobusni promet Murska Sobota sploh več ne pokriva tega območja, ne. Tako da je tudi recimo to problem, zato ker so si določene prevozniki res zagotovili čiste monopole tukaj, ne. Ampak čakaj se avtobusi, pa to pri nas v bistvu zasebne firme. Ja, izključno, ne, in če neka zasebna firma, oni konstantno tekmujejo med sabo, tako kot recimo tukaj Aliva, pol neko območje ima preko Nomago, ne vem, kateri so še v Sloveniji, avtobusni promet Murska Sobota recimo, ne. In očitno so se zdaj pač na nek način tako dogovorili, da recimo Arriva več tistega, oziroma Mursko-soboški promet ne več tega območja pokrival in pač ima tu zdaj monopol Arriva, ne. Se pa v bistvu ljudje sploh ne zavedajo prav, mislim ljudje se zavedajo, ti politiki, ki pač na koncu tudi odločajo, recimo tudi v tem primeru Maribora, ne, ker gre samo tudi za mestni promet, ne, Maribor je načeloma občinska zadeva, ne. Je pa to spet stvar, ne, kam vlagati, pa zakaj vlagati, zakaj je pač to nujno. Mislim, to so pa z nekimi PR akcijami, tako da so te recimo ukinitve linij, pa polno zbrkljanje voznih redov, kot da je to zdaj nekaj dobrega, ne, trajnostnega celo so rekli. Ampak realno gledano, pa ko smo včeraj hodili po mestu, mislim, da smo kar čutili to jezo ljudi, v bistvu zelo nezadovoljstvo. Sploh, če si predstavljam neko starejšo gospo, ki je tudi vajena nekih linij, ne, kdaj pa kak priti, pa tudi, da pride k zdravniku, ne. Zdaj, jaz sem že slišala take cinične komentarje na to, ne, predvsem tak iz, mogoče tudi kakih predstavnikov lokalnih oblasti. Ja, ljudje se pač težko navadimo na spremembe, kot da je zdaj največji problem to, da so se linije avtobusnega prometa preimenovale, da je to zdaj največji problem, ne. To mislim, da še je najmanjši, oziroma to sploh ni problem, ne. Problem je, da so se spremenile postaje, da tam kaj očitno pri bolnici sploh ni, ali kaj je to sploh nisem razumela. Torej, v bistvu do nekih pomembnih javnih objektov, bolnišnice, šole, najbrž tudi, pošte, zdravstveni domovi, da so recimo morajo potem ljudje izstopiti postajo ali pa 2 postaji prej ali pa kasneje in potem v bistvu hoditi do tja, kar pa vemo, da za starejše to, mislim, čisto nima nobenega učinka potem, ne, da. Ja, res vprašanje, koliko bo tudi več ljudi avto rejši uporabljalo, ne, to je spet, ker to tudi dostikrat rečejo, ja, ljudje se pač, ne vem, nočejo navaditi ali pa nekaj, ne, ampak ti moraš najprej porihtati javni promet, potem se bojo pa ljudje navadili, pa in dostikrat tudi je ravno to. Tako, recimo jaz to pač ne uporabljam zaradi tega, ker grem rejši na kolo, pa vem, se ne rabim prilagajati s tem pač zelo čudnim voznim redom. Ja, res je. Pa tudi to je pač seveda vidik, da, ne, v bistvu javni promet je tudi zaradi tega, ker se po eni strani nekaj enako zagotavlja iz tega vidika, ker tisti, ki ne morejo uporabljati osebnega avtomobila ali pa si tega ne morejo privoščiti, ker je to res ogromen strošek, vzdrževanje avta, gorivo, ne. Pač to res je predstavlja socialno izključenost za ogromno ljudi in mislim, da je to en izmed glavnih argumentov, zakaj imeti, ne. Zdaj, če si že predstavljaš, da recimo samska oseba v najemniškem stanovanju z minimalno plačo praktično ne more preživeti, zdaj pa če si še pa predstavlja, da bi še avto imela zraven, pa še ne vem, kaj bi pojedla taka oseba. Ja, se strinjam. Pa tudi to, ko si rekla, ne, da je zdaj te linije bi naj bile bolj trajnostne. Mislim, da nama je včeraj ena gospa ravno rekla, da je opazila, da je več gužve na ceste v Mariboru. To se že dlje časa opaža, da so nastali prav eni taki žepi onesnaževanja na določenih delih mesta, ker čisto zastane promet, ne. Ker v Mariboru vemo, da je tudi
težava to, kar sicer jaz podpiram, da se pač centri mesta zapirajo za osebne avtomobile, ne? Ampak je težava v tem, da potem ni alternative, ni javnega prevoza, da bi potem... Ne moreš najprej zapreti, pa reči, ok, ono bomo pa ne vem, čez 5 let naredili, pa pričakovati, da bo ljudje, ok, ja, v redu, ne. Pač najprej treba urediti javni promet, tudi s temi M-bajki, ne, super, ne, so samo tu v centru. Zdaj končno, ne, sem mislila, da je se čudež zgodil, ko sem zadnjič videla nove M-bajke na Pobrežju. Tako da... Se napredujemo, očitno. Ja, očitno se širi mreža, ne? Ampak vseeno, malo pozno. Je bil župan na otvoritvi? Ne vem, nisem videla otvoritvi, jaz sem samo naenkrat videla, da postaja M-bajko, pa sem mislila, da narobe vidim. Jaz mislim, da M-bajk je zelo v redu zadevano. Da se pa to ni sponzorirano. Ne. Bog ne. Pa ne, vidi se, da ga ogromno ljudi uporablja, sploh mladi recimo. Da... Jaz pa verjetno tudi kakšni, ko pridejo, ko ne živijo v Mariboru, ne, pa recimo pridejo verjetno tukaj na železniško, pa morajo iti do šole, predstavlja, da je praktično za take. To pa mislim, da je tudi druga ta skupina ljudi, ki so jih ta sprememba linij, ki jih je najbolj prizadela, dijaki pa študenti. Ne. To pa boš ti povedala iz prve roke, je učiteljica, ne, profesorica, tako da povej, kak je zdaj zjutraj v prvih urah. Če kaki dijaki poslušajo, se bojo zagotovo našli v tem, ne. Sem tudi sama primorana, da opravičujem jutranje zamude, zaradi tega, ker pač to je res na vsakih par minut do vleti not, zato ker ne pridejo pravočasno na pouk, nekateri morajo recimo, sploh če so iz bolj oddaljenih krajev, nekateri dijaki so iz Koroške, oni morajo skoraj zadnjo uro, celo uro oditi prej od pouka, ne. In tudi njim ni to všeč, ne. Mi si seveda mislimo, da oni radi malo zamudijo, pa to, ampak pač ni jim fajn, da morajo konstantno zamujati, da zamujajo tudi, ne vem, pouk in tako dalje. Ali pa da morajo toliko prej priti v šolo, ne? Ja, ali pa eni so recimo zjutraj že, ne vem, 1 uro prej, ali pa 1,5 ure celo, pa čakajo tam. Pa zjutraj, ko recimo še niti ni nič kaj odprto, ne? Ne vem, 6, 7 zjutraj še nekaj je odprto mesto. Res je, in mislim, da je to pač tudi, da so dijaki pa študenti največji uporabniki. To bi bilo zanimivo, kako statistiko tudi videti, ne? Ampak jaz bi ugibala, da so dijaki pa študenti zagotovo. Ja, ker v bistvu morajo, ne, to uporabljati, pa ja, pač nima niti druge izbire v tem smislu, ampak po drugi strani pa bi bilo tudi vprašanje ravno na kak način, pa bilo tudi še ohraniti to uporabo javnega prometa, ne, in ja, to ni dovolj zaveščanje, pač to je treba narediti sistem, ki je funkcionalen, ne. Ja, se strinjam. Recimo v tujini imamo že ogromno nekih takih primerov, kjer so se recimo sindikati prevoznikov, ne, avtobusnih voznikov recimo, ali pa strojevodi, vlakovodi, da so se povezali z, ne vem, okoljskimi aktivisti, ne. Mislim, da bi to bila ena taka zelo dobra pobuda tudi pri nas, ker očitno je to taka tema oziroma taka točka, kjer ljudje... Ker se v bistvu stikata in družbene potrebe in potrebe okolja, ne, to je, gre z roko v roke in je ful pomembno, da bi dejansko tu imeli tudi neko, ne vem, kaj bi rekla. Ja, se strinjam, ja. Da je to v bistvu ista težava, ne, oziroma druga plat istega kovanca, no. Ja, isto. Ja. Tako da, ja, pa drugi mogoče težava je tudi v tem, da vidimo, da ogromno nekih teh površin v mestih, da se je začelo namenjati za parkirišča, nove garažne hiše se gradijo, ne. Da je to tudi težava, pa recimo, če primerjamo statistiko, koliko se je v zadnjih letih vlagalo v cestni promet, v obnove, gradnje novih cest, pa koliko se je v železniški promet recimo vlagalo, to je tudi velika razlika, ne. Pa tudi še ena stvar, recimo čist psihološki vidik, ne, ljudje, ki ne vem, če po možnosti nimajo avta, pa živijo nekje v zelo oddaljenih krajih, če bi, vemo že, da je tako sploh med mladimi, pa tudi nasploh, absolutno tudi pri starejših, je osamljenost velik problem, ne. In koliko je tudi dejavnik ravno to, ker pač ne morajo priti nikamor, ne. Zdaj bi že tudi to bi dobro vplivalo na bistvu na neko psihično zdravje ljudi. Ja, zagotovo, ne. In po eni strani, kaj nam pomaga, da imajo upokojenci brezplačne vozovnice oziroma da država subvencionira, kar je sicer super.
pa tudi da dijaki imajo seveda, pa študenti subvencije, ampak če potem v bistvu mi namenjamo naš denar subvencijam, ki itak grejo v privat firme, ne. Je pa res, da recimo tu se je pa tudi videlo, da koliko so s to uvedbo upokojenci dejansko začeli uporabljati javni promet in ne vem, in tudi se ravno začeli tudi bolj družiti. Jaz vem, da sem se enkrat nek intervju delala, pa sem se z nekimi starejšimi damami pogovarjala, ko so rekle, da grejo vsake toliko, ne vem, enkrat na teden grejo one iz Maribora do Kopra na sladoled. Ja, to je moja babica, pa njen partner sta isto. Vsake, pač, ko se imajo zazdeno, sta se usedla zjutraj na avtobus, pa šla na morje, ne, tako da dejansko uporabljajo. Pa recimo, to je tudi dokaz, če gremo čez vikend kam z vlakom, ne, kako so vlaki polni v bistvu, da pač, da vidimo mi, ko smo iz Maribora, če gremo v Ljubljano, da vseeno karte niso poceni, ne, za vlak, da se potem tudi včasih raje odločiš za prevoze ali pa da greš mogoče tudi s svojim avtom. Sicer to je tudi recimo taka rešitev za tako imenovan car sharing, ne, Ja, to sem jaz uporabljala zdaj kako leto nazaj, ko nisem imela avta. Je sicer v redu stvar, ne, ampak je vseeno še toliko malo uporabljeno pa malo razvito, da še vseeno ni tako poceni, sploh za neke krajše razdalje. Za kako daljšo razdaljo, recimo tako, da greš do Ljubljane, pa je že okej cena, sploh če vkalkuliraš, da če bi imel svoj avto, bi še mogel zavarovanje vse to plačati. Pa zdaj imaš avto, ne? Bi rekla, da veliko uporabljaš avto? Ne, skoraj nič. Ne. Ja, mislim, v mesto ne plača, da prijem v mesto z avto, mislim od mesta, torej mislim v center, ker se ne bi tu cijazla, pa po teh enosmernih sploh ne. Ne, to res nima smisla. Tako da ga uporabljam bolj, ko res rabim, no. Tudi recimo, če moram iti v Ljubljano ali pa kaj, mi je se zelo neprijetno voditi po Ljubljani z avtom. To pa te čisto razumem, ja. Tudi se mi zdi ena stvar še, ko greš, ne vem, z vlakom ali pa tudi z avtobusom, lahko dejansko tudi kaj bereš, lahko, ne vem, kaj delaš, ne. Za rdečo peso napišeš prispevek. Peso napišeš kak prispevek, tudi to sem že. Tudi jaz, ja. Tako da je dejansko lahko dobro uporabljen čas, medtem ko če si v avtu, pač si omejen, okej, na nek radio, mogoče kakšne audio knjige, ne. Ampak je v bistvu ti gre čas čisto stran. Čeprav po drugi strani, ne, se pa z vlakom voziš 3 ure, ne. Pa 2 uri, najmanj. To je pa drugi problem, ne, torej vlaganje v naši sredstev v železniško infrastrukturo, ne. Ja. Absolutno. Zdaj pa preverimo, kaj si o tem mislijo ljudje na mariborskih ulicah. Niko. Zdaj, kot si že povedal, so se vozni redi kar spremenili, ne. Torej ti verjetno hodiš v šolo z avtobusom. Kaj se recimo, kako je to vplivalo na tvoje vsakdanje življenje? Da večkrat zamujam k pouku, pa pač, da moram dalj časa čakati po pouku. Odkot pa si, odkot se pripelješ? Prekmurja. Iz Prekmurja. Ja. Imaš kar dolgo pot, ne? Ja, zelo dolgo, ja. Do šole nekje 1,5 ure iz Murske. Tako da celotna pot v bistvu tvoja traja 1,5 ure. Ja. Okej. Zdaj, namen teh prenov je bil tudi, da bi bile te linije bolj trajnostne, ne? Kaj praviš ti na to? Se ti zdi, da je to bolj trajnostno, glede na to, da so nekatere linije ukinili? Ne zdi se mi biti trajnostno. Zdaj, kaj bi po tvojem mnenju lahko izboljšali, da bi bil javni prevoz v Mariboru, pa torej v okolici tudi boljši, bolj učinkovit? Kaj bi ti spremenil? Da bi se prilagodili šolam pa tem vsem. Ja, to bi bilo zelo boljše, če bi bilo več avtobusov. Te ne bi bil tak fest, da ne bi nucal prej oditi od pouka, da bi lahko do konca bil pri pouku. Ja, ker pri enih in istih urah manjkaš tudi, ne? Ja. Konca verjetno, ja. Torej, če bi bilo več avtobusov, pa če bi bile linije prilagojene nekim tvojim potrebam, bi več uporabljal javni prevoz? Ja, ziher bi večkrat uporabljal. Ja, bi bil pripravljen odpovedati avto, če bi bil zelo porihtan javni prevoz, tako da recimo avta ne bi potreboval? Ja, boljše bi bilo, ja. Da recimo, včasih, ko grem na šolo, včasih so te avtobusi so zelo polni, te pa ni prostora. Ali bi
da bi bilo recimo več avtobusov do šole. To bi bilo dosta boljše, da se ne bi gužvali na avtobusu. Zdravo, jaz sem Ana. Javni prevoz uporabljam zaradi tega, ker sem še mladoletna in rabim prevoz iz šole pa v šolo. Si občutila spremembe zdaj voznih redov? Je to kako vplivalo na tvoje življenje vsakdanje? Dokaj sicer se Riva ni tako, pač ni takega drastične spremembe doživela kot Marprom, ampak definitivno vem, ker moji prijatelji vsi imajo probleme zdaj s tem, pa edina linija, ko jaz uporabljam, je ostala ista, tako da to še je v redu. Tako da bi rekla, si na taki povezavi, ki je kar v redu urejena, ampak kaj pa tisti, odkot pa so tisti, ki nimajo v redu urejenega prevoza? Ja, ne vem, pa ena prijateljica z Dogoš, pa ima zdaj zelo slabe povezave narejene, tako da mi začnemo ob 57 s poukom, pa ona ima tako ob 7:48, pa tako ob 6 in je ful to vem. Ostalo pa tako, jaz imam dokaj v redu, jaz sem se že navadila, da nimam nič avtobusov skoraj, tako da. Se mogla prilagoditi, ne? Ja, se moramo prilagoditi. Pa se ti zdi drugače pomembno, da je dobro urejen javni, mislim, kako se ti zdi smiselno sploh vlagati v neki javni prevoz? Ja, to se mi zdi zelo pomembno že zaradi tega, ker ne upravljamo samo mi mladi, ampak pač vsi tudi starejši. Ne vem, da se moja babica dosti vozi z avtobusi in bi se mi pač tudi zdelo kar pomembno, da bi se bolj varno počinila na teh avtobusih, da bi vse delalo, kaj to te povezave, pa vse, pa vrata, vse pa vsod. In se mi zdi pač, da ima zelo veliki pomen sploh pač da se kot ljudje zavedamo tudi varne vožnje, da se ne vozimo pijani pa tega, ne. Tudi zaradi tega se mi zdi pomembno. Kako pa je, kaj recimo gužve na avtobusih, ker tudi dostikrat rečejo, da noben ne uporablja javnega prometa? Ne vem, vsakič, ko stopim na avtobus, sploh moj, je ponavadi zadekan, razen mogoče res je prazen takrat, naprimer, če ne vem, ob 10 zvečer pa je zadnji avtobus naprimer pač nekega manjšega kraja vmes, takrat je mogoče malo bolj prazen, pa drugače pa vedno pol zjutraj stojimo, pa je to ti veliki avtobus, vsi. Mi smo bili navajeni, recimo, imeli smo 21 ljubljansko. Da je G2, Nova vas, evo tam gor piše. Ljudi se lezijo, čakajo, pride G2, pride T2, pride 14, 11, vse ali več, ne vem, kaj so tudi, ja že zmeškana, študentci, pa ne vem, kaj se, pa Limboš, pa kaj se je tam na naši postaji stoji. Ljudje, ki so navajeni na G2, Nova vas, letijo, ker pride G3, mislijo, da gre zdaj v mesto, več na pobrežje, na pokopališče ne vozi, tako bi mogel, ampak nekam okoli se vlačijo, ne vem ki, da niti do pokopališča. Pa to je za starejše katastrofa. Potem pa Tezno je stalo pri bolnici, Tezno Europark, tam se ostavi, če hočeš do bolnico, idi tam do stari ljudje, gremo tja dol, okoli, od spodaj, oni pod hodom, na semafor, pa bolnico notri. Tako da je v bistvu ne samo, da so avtobusne linije slabše, ampak tudi dostop do bolnice, pošte, ne vem, nekaj osnovnih storitev, ne? Tako. Kakšne vaše prijateljice tudi nobena ni dovoljna, verjetno? Absolutno. Sicer jaz bolj redko uporabljam, ne? Je časih taki slučaj, da pač mora biti na avtobus, ampak drugače, če že mora iti, noge še me služijo, hvala Bogu. Tako da. Zakaj pa se vam zdi pomembno, da imamo v Mariboru v redu javni prevoz? Zakaj je to pač? Zakaj je sploh javni prevoz pomemben? Če pravijo, da taksi avto uporabljajo, je to res? Ne, to ravno ne je res. Ne, starejši ljudi še vseeno uporabljamo. Ne, tako da to ni, ne, to ni, za moje pojme to ni doben izgovor, ne. Mislite, da se bo zdaj, ko so take linije, da se bo več ljudi vozili z avtikam? Ja, to bi rekla, ker po eni strani je strašanska gužva. Jaz sem danes zjutraj šla ob 8 z našim avtobusom G2, ampak sem šla, hvala Bogu, na eni postaji prej gor, ker na toti postaji, ko ponavadi grem doli pri Mercatorju, je bilo tako, da je bil avtobus v trenutku poln. Tako da je, Stali smo. Ljudje uporabljajo, to vem. Ampak potem, ko je pa odzadaj pripeljal Limboš ma to, popolnoma prazen. Vozi Leclerc, popolnoma prazen. Dopoldne in popoldne prazen. Kaj pa se vam zdi, da niso prilagojene nekim potrebam ljudi realnim? Nikakor. Recimo, prej smo imeli Vojko, Petnava, ne? Na oni strani, Kardeljeva pa tam okoli, ne? Dvojka zdaj, če hočejo, mora čakati 1 uro tam na oni strani,
ker pol pa pride tu vse na našo stran, ker tu ga ima pa pej, ne. Prej pa je bil ravno tako tu pri nam, na 15-20 minut, ampak zdaj na oni, saj tak sem slišala, sicer jaz ne vem, nisem se še peljala, ampak ker je gospa iz one strani, iz Goriške prišla na našo stran, je rekla, na moji strani bi zdaj 1 uro mogel čakati tu. Halo? Ja, noro, res ne. Kaj pa pravite na to, ko je občina rekla, da je zdaj to bolj trajnostno, da je to zdaj bolj okolju prijazno, pa ne vem kaj se. Jaz bi samo rekla, od župana Arsenoviča pa so njegovo kliko, mestni svet, kateri so pač si to zmislili, jaz ne vem, kdo je bil tu glavn, ne se probajo voditi z avtobusi od jutra do večera, pa je to. Potem pa bojo mogoče govorili drugače. Ker ima se nima te proge nekakve, tako da se ne dosti predvedujejo. Tako da za vas ni nekih sprememb? Ne. Bi rekli, vi ste voznica avtobusa, da veliko ljudi uporabljajo javni prevoz, kakšen občutek imate? Ob teh urah, ne, zjutraj služba pa domov je kar precej, ja. Mislite, da bi bilo potrebno okrepiti linije, ker zdaj so jih kar nekaj oklestili, ne? Mogoče tu ne, ampak katere pa? Pa jaz mislim, da niso toliko, no, ampak mogoče samo časovno, da ni lidna pa ure ali pa 15 minut je, ne. Pa bi uporabljali, bi prišli vi tudi za javnim prevozom, če bi imeli linijo ali pa... Ker jaz začnem ob 4, tako da. Tako da ni bolj... Tako da ni povezave, pa domov gremo ob 12, tako da tu je. Nimam povezave neke. Povejte, zdaj se vse ful spremenile linije, ne? Se je vaša kaj spremenila? Ja, ampak grem peš. Mislim, meni je enka, grem tu pri Europarku dol, pa kajš do bolnice pa nazaj. Imate več za hoditi, je slabše ali boljše, kaj bi rekli? Slabše. Čeprav je za mene boljše. Slabše, no mislim, ker rabim sigurno, če reki 3/4, ja 10 minut rabim, ne, mislim tam, ko grem pač v Totnico. Ja, kaj pa mislite za starejše recimo, Za ali pa starejše pa- šolarje, ko hodijo v šolo? No, to pa je nonsens, mislim. Ker koliko jih je šlo iz Tezna, tam, ko grem jaz gor, je šlo ogromno šolarjev iz tistega centra tam, ne, šolskega centra. Je šlo, da smo kome, mislim, ali smo šli ob enih ali ob dveh, ali je šlo ogromno. Starejši pa tudi, ko zdaj poslušam, kak te naj grem zdaj, recimo, vedno rabi neki prevoz, ne, ker vse so šli peš, ampak je rekel, veste, kaj idete vi naprej, sosed, jaz bolj počasi hodim, pa me je bilo zdaj vseeno, ali pride 5 minut prej, ali pozneje. Ja, samo ne morejo vsi verjetno tako hoditi, niti ne. Ne, za mene res ima, ne bom zajamrala, da. Tam pa je bilo, ko smo bili pri bolnici. Mislite, da se bo več ljudi vozil z avti, zdaj recimo sploh z kakega brega? Ja, to sem videla, da je bila večja gužva. Večja gužva pa bila, kot po Blavani ni bilo, ne. Ko pa dostikrat rečejo, joj, noben tak ne uporablja javnega prevoza. Je to res, da so avtobusi prazni? Jaz nisem opazila, tu kar jaz, linija 1, ne Tezno, ki se je zdaj spremenila pač zaradi, mislim, da ne grejo tam bolj, mislim, v gimnaziji, pa bolnici. Tu pri nas je bilo vedno. Ne rečem, ne vem, če sem se kdaj sama peljala ali pa, ali sem šla zjutraj, ali sem šla popoldne, ko grem tudi večkrat v bolnico na preglede. Vedno nas je bilo, bi rekla, če že, da ni bila tista gužva, ko grejo otroci 10, 15 nas je sigurno bilo ponavadi, da bi pa bila kdaj sama, pa 2, recimo zvečer, ja. Ampak čez dan, pa dopoldan. Tako da je neka potreba, mislite, ne? Ja, pa seveda, za Dobravo, ne, kolegica Jamra, je bila recimo, je šla na Dobravo z 12, pa je uredila tam v pol ure, pa šla s trojko lepo nazaj. Zdaj pa bo rabila ne pol ure, ampak 1 uro ali pa mogoče več. Ali pa bo mogla iti peš. Ja. Pa nimamo blizu Tezno, recimo, da bi šli peš, ne. Seveda. Ja, vsi nismo za. Jaz imam recimo vozniške izpit, ampak jaz grem reči na avtobus. Ker parkirni prostor, že tisto rabim potem, da bi mogla iti od doma, ne vem kdaj, koliko prej. Zdaj pa grem, si zaračunam, do toliko pa toliko rabim. Ker s parkirnimi prostori tam pred bolnico, dilo, ki je tu po mestu. Več porabiš, najbolje enostavno. Na avtobus pa, a brez skrbi lepa. Ne? Čeprav se ti tudi lahko kaj zgodi, ampak Res je. recimo meni avto, res da greš kam da, mislim, dlje. Pa zdaj recimo na Pobrežje, pa to bo malo težje.
ok, sem Lili Mokuc. Se ti zdi, da so se linije zdaj v zadnjem času spremenile, če so se na boljše, na slabše, kako je to vplivalo na tebe? Ja, pravzaprav na začetku leta šolskega so se spremenile v boljše, ker so bile bolj redne, pa več smo jih imeli, pa bolj so bile učinkovite. Ampak zdaj na začetku novega leta so se spremenili in imam še manj linij, kot sem jih imela prej, preden je pač se začelo šolsko leto. Torej, kaj to recimo za tebe pomeni? Pomeni, da moraš zdaj kaj čakati recimo po šoli ali da moraš zdaj prej iti? Oboje, pravzaprav da moram se zjutraj zelo zgodaj zbuditi, pač mislim okoli tak 5:30, zato da pridem na primer ob 7:50 na pouk ali pa 8:40. Ful imam tudi malo priložnosti, da bi na primer, če jaz začnem pozneje pouk, da bi lahko pozneje šla na avtobus, ker nimam teh povezav. In velike luknje so tudi zmes, potem moram čakati po pouku do pol ure 45 minut. Kaj bi rekla, recimo zdaj, ko boste vi izpite delali, ne? Če bi bil javni prevoz bolj dostopen, bi se več vozila ti ali pa nasplošno ljudje z avtobusom, pa se ne bi toliko z avtom vozili? Kaj misliš? Ja, definitivno, ker mi je pač definitivno bolj super, pa definitivno je lažje se pač iti z avtobusom, namesto da pač porabljam gorivo, pa plačujem, ker je itak gorivo ful drago zdaj. Kaj pa misliš iz tega okoljskega vidika, da zdaj, ko so pač malo oklestili linije pa buse, da bo zdaj zaradi tega več ljudi avto uporabljalo? Ja, čisto možno, ne. Ker tudi avtobusne karte so se zelo podražile zaradi tega, ker je gorivo ful dražje. In po moje bojo raje imeli avto za sebe, kot pa da bi pač plačevali avtobusne linije, ker bi jih na koncu prije cenovno manj. Okay. Kako pa se ti drugače zdi pomemben javni prevoz nasploh? Zelo, zelo pomemben. Pač, jaz sem itak zato, da bi se upravljal čim več javni prevoz, tako da je meni vsaj zelo pomemben. Pa zdi se mi, da je tudi bolj urejeno, manj prometa na cestah, manj problemov nasploh, tako da sem definitivno za to, da se uporablja. Ne vem, jaz bi ozaveščala ljudi tak, po statistiki pa vsem tem, kako slabo vpliva na okolje s svojimi avti, pa kako boljše je, da uporabljajo javni prevoz. Ampak po moje, glede na to, koliko dejansko v Sloveniji se nek status v družbi kaže, glede na to, kako dober avto imaš, pa kako dobre stvari imaš, po moje noben ne bi hotel niti poslušati tega, ker bi raje imeli BMW-ja pa se furali na okoli 50 km.